Mirno pa naprej z volilno tematiko. Minuli vikend so se na Slavnostni akademiji ob 33. rojstnem dnevu zbrali člani največje vladne stranke SDS. V hudi konkurenci smo za izjavo večera izbrali tale predlog zunanjega ministra Logarja. Ne ob tem še v vzlic agresije v Ukrajini povem, da je svetniška skupina SDS vložila tudi predlog na mestno občino Ljubljana, da se ulica, na kateri je ruska ambasada, preimenuje v Ukrajinsko ulico. Briljantno. Kako udariti sovražnika tam, kjer najbolj boli, brez da uporabiš minimalno silo? A mislite, da tale Anže Logar lahko pisal za našo oddajo? Kakorkoli iz nezanesljivih virov smo izvedeli, da imajo pri SDS v predalu tudi nekaj podobnih notranje političnih predlogov. Med drugim predlagajo, da bi cesto, na kateri je sedež LMŠ, spremenili iz Bistriške ceste v cesto Puške v koruzi. Sedež Levice bi se po novem namesto na Prešernovi cesti znašel na Toninovi poti. Vodstvo socialnih demokratov pa bi namesto na Levstikovi ulici uradovalo na ulici kardinala Rodeta. Zanimivo. Smo pa še iz bolj nezanesljivih virov slišali, da na levi že pripravljajo protiudarec Ljubljansko ulico, kjer ima sedež SDS, bi preimenovali iz Trstenjakove v Kučanovo. Zadnjič sem omenil, da pred volitvami vse stranke trdijo, da so sredinske, pa se pa razletijo na vse strani. Povsem drugačen pogled na politični položaj pa je predstavil predsednik Domovinske lige Bernard Brščič. Se pravi, zdaj, potem takem, recimo, vi niste, ne vem, kako bi rekel, bolj desno od, recimo, SDS-a, Nove Slovenije in Jelinčičeve stranke, kako? Seveda smo bolj desno zaradi tega, ker so to leve stranke. V nekem paralelnem svetu. Zanimiv pogled. V Brščičevem svetu bi se tudi te stranke morali včlaniti v KUL koalicijo, v resnici pa je on edini, ki je KUL. Če verjamete ali ne, na aprilskih volitvah ne bodo sodelovali samo leve, desne in še bolj desne stranke, ampak tudi neki takih, za katere mnogi še nismo slišali. Dajmo si pogledati. Ob vseh parlamentarnih strankah so transakcijski račun odprli tudi v več novo nastalih strankah in nekaterih zunaj parlamentarnih, med slednjimi Piratska stranka Slovenija in Socialistična partija Slovenija. Kot je razvidno iz registra Ajpesa, se očitno na te volitve z listo Borisa Popoviča Digitalizirajmo Slovenijo podaja tudi nekdanji koprski župan Boris Popovič. A ne ga flancata, on še zmeraj vztraja. A ni bil on najbolj znan po palmah včasih? Zdaj ga pa očitno bolj zanimajo računalniki. Ne vem. Mogoče bi bilo bolj izvirno, če bi ostal pri palmah, ker na digitalizacijo prisegajo skoraj vse stranke. Je pa gotovo, da med podporniki ne bo ljubljanskega župana Jankovića, s katerim sta pred leti nameravali celo skupno nastopiti na volitvah. Janković namreč po lastnih zagotovilih ne uporablja računalnika. To potrjuje tudi povsem nepreverjena aktualna zgodba. Župan Janković se je v skladu s trendi zadnjih tednov želel znebiti fotografij z Vladimirjem Putinom. Čas si ne že zaželene fotke enostavno zažgal, to si pa vse na netu. Tem bi lahko rekli, de-digitalizacija. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.